Slikarka Irena Polanec ima še eno veliko, res veliko slikarsko platno, ki je do zdaj bilo skrito. To je njen velik vrt na vznožju Pohorja. Smeli smo vstopiti vanj, ga občudovati in se pogovarjati z vedno iskrivo sogovornico. Irene Polanec mislim, da skoraj ni treba predstavljati nobenemu Slovencu, vsaj tistim, ki so kdaj videli kakšno njeno sliko. Malo kdo pa ve, da ima Irena Polanec še eno veliko slikarsko platno, ki je bilo do zdaj skrito. To je njen velik vrt na vznožju Pohorja. Sem razmišljal, kakšen bo pogovor s slikarko o njenem vrtu. Pravzaprav ga še nisem imel, vsaj ne pri nas. Ker vi razumete stvari drugače kot jih ljudje, ki imajo radi rastline. Vi jih vidite v obliki, jih vidite v barvi in jih vidite kot skupek nečesa. In vaš vrt se mi zdi je ravno to, ne? Ja, meni se zdi, da je vrt kot prazno platno, ki ga moraš naslikati. Tako jaz vidim. Pa skulptura me je zmeraj zanimala. Pa ta drevesa so tako skulpturalna, mislim, da so neke male skulpture. Drevesa so bila, kolikor ste mi povedali, ko ste prišli sem, je bilo tle veliko več dreves, ne? Kot jih je zdaj. Ampak, čeprav vem, ste obdržali, kolikor se je dalo, ne? Skoraj vse sem obdržala. Sicer so mi svetovali, da moraš najprej velika drevesa podreti. Meni se je zdelo to strašno škoda. Naprimer jelše. Jelše so avtohtona vrsta. Meni so prekrasne te jelše, jih kar nekaj imam. Tudi zdaj, ko vidim kakšno jelšo ali hrast ali nekaj samoniklega, ki vzklije iz zemlje, ker ga je mogoče najbrž kak ptič prinesel seme ali kakorkoli, ga pustim, naj raste. Če mu je bilo dano, da živi, ga ne bom jaz uničila. Mislim, da imam specifičen odnos do narave. Se mi zdi, da je to kot slika. Slikar vsak mora ustvariti neke svoje elemente v slikarstvu in potem te elemente ponavljati vsakič na drugačen način. In se mi zdi, da to delam tudi v svojem vrtu. Nimam veliko različnih rastlin, ampak tiste, ki imam, so premišljene s tem, da tudi jim zgleda tukaj odgovarja. Navdušenje Irene Polanec nad njenim vrtom je treba razumeti, saj je to njen prvi pravi vrt. A že njeni predniki so bili povezani z delom na vrtu. Usodno pa je bilo Irenino bivanje v Parizu, kjer je imela priložnost obiskovati vrt slikarja Clauda Moneta v Givernyju. Moj mož včasih reče, ja pa nariši mi, naslikaj mi tako od vrta, ki ga boš ustvarila. Nikoli ne narišem, ker se mi zdi izguba časa, da boš zdaj neke grme pa drevesa risal. Jaz grem takoj v akcijo. Sadim, obrezujem, kombiniram, ker sem slikar, me zelo zanima kombinacija barv. Že sami odtenki zelene so fantastični, v bistvu narava je sama po sebi nekaj veličastnega. In ti odtenki zelene, nobeno drevo ni enako zeleno. In potem dodajam tu rumeno imam rada, ki iz sence zažari, pa rdečo, ker rdeča je moja zelo ljuba barva. To rdeča barva moči in ljubezni. Omenili ste prej moža. Kakšna je vloga vašega moža, recimo, v kontekstu nastajanja, ustvarjanja tega vrta? S tem, da je moj prvi kritik, tako v slikarstvu kot v vrtu. Rada imam, da se prilagaja. V začetku ni imel dosti pojma o tem, kaj delam, ampak me veseli, da je s časoma začel tudi kaj opleti, tudi kaj porezati. To me v bistvu veseli, ker se razvija v enega razgledanega in pridnega vrtnarja. Drugače pa on, jaz rečem direktor za košnjo, ki ima vseeno, mislim, da 1 hektar trate, ne? Jaz sem pa pač za vse ostalo.
A bova gledalcem torej povedala, da vi stojite ob vseh teh desetinah, da ne rečem stotinah grmov z škarjami in pazite, da so take oblike, kot ste si jih zamislili? Tako, točno tako. Ampak to me sprošča. To je v bistvu mukotrpno delo, pa moje mišice niso ravno. Ampak to me sprošča, ker grejo vsi problemi, vsi stresi. Jaz v bistvu počivam, ko to delam, me veseli. Garanje je meni užitek. Ker v življenju sem vse skozi pravzaprav zelo delala, zelo bila pridna, imela polno življenje in polno angažirana in jaz enostavno ne znam sedeti in gledati v zrak. Ne. No, ampak a kdaj sedite vendar tlele, pa prisluhnete in samo gledate? Ko ja, znam uživati, ampak zmeraj pol vidim, na enem grmu pa gleda vejca ven in že vstanem in jo že, a ne, tako da v bistvu nikoli, ker tudi Picasso je rekel, ko slikar nič ne dela, najbolj dela. Pa tako mislim, da je življenje lahko zelo lepo in vse najlepše stvari so pravzaprav zastonj. Si jih moraš ustvariti. Ne? Sreča, recimo, sreča ni v množini. Sreča je ednina. Lepota, ni lepote, je samo ena. Zdaj, kadar greste v Francijo, a vas kdaj spreleti misel, kako lepo in kakšno bogastvo imate tukaj, zdaj, kjer sediva? Ja, se zavedam tega. Včasih mi je po domače vsega dost, ne, ko imaš svoje male krize. Ko bi zdaj jaz bila v Parizu, ne, pa rečem, sedim kje pri kakem grmu ali ležim na travi, okrog mene hodijo kosi, naberem si gozdnih jagod ali češnja ali česarkoli. Pa si rečem, kaj bi dal en Parižan, da bi zdaj bil na mojem mestu. Ker Parižani vsi sanjajo o second residence, oni rečejo, ne? Neki vikendi, da vse ima eno drevo ali dva drevesa, se počutijo bogate. Ne? Jaz sem si želela, glede na to, da delam, da imam ta ciklus, ki sem ga imenovala po prvi ženski Evi, sem rekla, da to je raj, ne? To je moj raj, to je moj zeleni raj.